emisij toplogrednih plinov. Vodilni partner oziroma nosilni partner projekta je Ministrstvo za okolje in prostor. Poleg ministrstva pa v projektu sodeluje še 14 projektnih partnerjev iz javnega, nevladnega in pa zasebnega sektorja. Sodelujejo ministrstva, fakultete, inštituti, nevladne organizacije in tako dalje. Partnerji delujejo na 6 področjih, in sicer zeleno javno naročanje, odpadna hrana, trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih, ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo, trajnostna mobilnost in pa raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo. Gozdarski inštitut Slovenije povodi akcijo C8, in sicer na poti k strategiji podnebju prijazne rabe zemljišč, v okviru katerega se izvaja tudi današnja delavnica. V okviru te akcije imamo 4 podaktivnosti, in sicer vzpostavitev sistema spremljanja emisij in ponorov toplogrednih plinov v sektorju LULUCF, potem izdelava strateškega načrta za ključne ukrepe in prikaz izbranih ukrepov, krepitev strokovnih in upravljavskih kapacitet in informiranje in ozaveščanje javnosti o blaženju podnebnih sprememb. Mogoče za zanimivost povem še to, da imamo v okviru akcije C8 tudi 3 pilotna območja, in sicer na Kočevskem se ukvarjamo z obnovo poškodovanih gozdov, potem na Ljubljanskem barju z izboljšanjem upravljanja mokrišč in pa v Krajinskem parku Goričko z ohranjanjem trajnih travnikov in analiza vplivov različnih ukrepov, se pravi košnja, paša, gnojenje in tako dalje na ekosistem. Na teh pilotnih območjih smo zelo aktivni, veliko je ukrepov, ki se že izvajajo, tako da tudi nekatere delavnice se bojo izvajale na terenu v okviru teh pilotnih območij. No, potem pa preidemo k podaktivnosti C8.3, krepitev strokovnih in upravljavskih kapacitet, v okviru katerih se izvajajo tudi delavnice, in sicer vsi se zavedamo, da imajo ključno vlogo za doseganje cilja podnebne nevtralnosti ljudje oziroma kadri. Ustreznih kadrov pa v Sloveniji primanjkuje na vseh področjih, to pa še posebej velja za sektor LULUCF, se pravi raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in pa gozdarstvo. Zato je cilj te podaktivnosti izboljšanje znanja, informiranosti in ozaveščenosti na tem področju. Pri tem vidimo 3 ključne ciljne skupine, in sicer odločevalce, predavatelje in pa strokovnjake, ki bodo deležni novega znanja na področju blaženja podnebnih sprememb. Njihova zelo pomembna vloga pa je, da potem ta znanja prenašajo naprej, zato so zelo pomembni tudi recimo kmetijski svetovalci, revirni gozdarji in pa profesorji na različnih ravneh izobraževanja. Seveda pa vedno na te delavnice vabimo tudi splošno javnost. V okviru te podaktivnosti načrtujemo 20 delavnic, ki jih bo izvajalo 7 trenerjev, in sicer na 6 tematskih področjih: gospodarjenje z gozdovi, promocija rabe lesa in konkurenčnost gozdno-lesne verige, učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč, pametno prostorsko načrtovanje, prenos znanja in pa poslovne priložnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v sektorju LULUCF. Poleg tega sem pa že omenila, da na naših 3 pilotnih območjih načrtujemo še 6 terenskih delavnic, na katerih bomo pokazali te ukrepe, ki jih izvajamo na terenu. Ob koncu bi pa še samo vas povabila že na naslednjo delavnico, ki naj bi se izvedla 8. decembra, se pravi čez dober mesec, z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb. Delavnica naj bi se sicer odvijala v živo,
vendar glede na veliko zanimanje, mislim, da mora izvajalec, ki bo v tem primeru Zavita, razmisliti tudi pač o spletni delavnici oziroma o hibridnem načinu izvajanja, ker bo pač število udeležencev v živo omejeno. Po novem letu pa že načrtujemo 3. delavnico, in sicer na temo gozdno-gospodarskega načrtovanja. Vas bomo pa seveda sproti obveščali o vseh aktivnostih in tudi o vseh nadaljnjih delavnicah v prihodnjih letih. Tako, to je z moje strani vse. Hvala za pozornost. Hvala, Andreja, za lep uvodni pozdrav. Jaz bi na kratko povedal samo današnja hišna pravila. Zapisal sem jih tudi že v chat, torej ravno zaradi velikega interesa se delavnica snema in jo bomo kasneje posnetek delavnice naložili na spletno stran projekta Care for Climate, da si bodo lahko še tisti, ki si niso uspeli ogledati delavnice, tudi to delavnico ogledali. Prosil bi vse, da imate ugasnjeno kamero oziroma mikrofone, a ne? Edino, kadar boste kaj vprašali, seveda pa je pa lepo, da vas vidimo, pa seveda morate imeti mikrofon prižgan, da vas slišimo. Besedi se lahko prijavljate z dvignjeno roko, saj mislim, da to zdaj v času korone že vsi poznamo Zoom, ne? Tako da vemo, kako se to dela. Potem pa vprašanja pa lahko napišete tudi v chat, ne. Tako da zdaj bi pa kar prosil našega današnjega vodjo delavnice, dr. Vrščaja, da prevzame kamero, mikrofon in nas uvede v kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2. Borut, prosim. Ja, hvala lepa, dobro jutro in lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz lahko samo še ponovim tisto, kar ste že izjavili danes, da me izjemno veseli številčnost, skratka velik obisk te delavnice. Moram reči, da upamo, da smo pripravljeni tak zanimive vsebine. Za marsikoga izmed vas bodo vsebine znane, dobro znane, mogoče smo že kakšno stvar tudi pozabili, pa bi veljalo obnoviti. Za marsikoga bodo pa te vsebine tudi nove, navsezadnje tla, še posebej tla kot medij vezave ogljika, niso tako široko diskutirana tema. Današnja delavnica bo potekala pravzaprav v 3 sklopih. Vmes bodo premori in predvsem pa čas za diskusijo. Prvi sklop je namenjen lastnosti tal, skratka tistim, ki so pomembne za vezavo ogljika. Naj samo omenim, da bom kar hitro šel skozi, ker čas, ki je na voljo, seveda ne dovoljuje obravnavo določenih lastnosti tal, kot bi si mogoče tudi želeli ali bilo potrebno, ampak toliko, da se s tlemi spoznamo, da vemo, kakšno naravno telo so, kakšen medij in katere so osnovne zakonitosti. Skratka, prvi sklop lastnosti tal, ki so pomembne za vezavo ogljika. Po premoru in po diskusiji bomo naslovili ogljikociklus. Skratka, ta izjemno pomemben, velik ciklus tega elementa, ki dejansko je centralen ciklus v okolju in v dogajanju in predvsem v klimatskih spremembah. Tukaj bomo povedali nekaj o skladiščih ogljika, o talni organski snovi, kako talna organska snov vpliva na tla, kakšno je kroženje skozi tla in tudi nekatere ukrepe v kmetijstvu, da bi zadržali, da bi skladiščili več ogljika v tla. Danes se nam bodo tudi pridružili kolegi, in sicer profesor Rok Mihelič z Biotehniške fakultete. Predvajali bomo posnet intervju z njim, govoril bo o hranitveni obdelavi
in pa gospod Majerič, pridelovalec, ki ima že kar nekaj let izkušnje z ohranitveno obdelavo. Mislim, da bo zanimive stvari predstavil. No, v tretjem sklopu se bomo pa dejansko bolj osredotočili na dejavnike, ki so pomembni za vezavo organske snovi, kakšen je kmetijski prostor, kakšna so kmetijska tla, kje so izgube in kje so povečanja talne organske snovi in predvsem pa kje so večja območja tveganj za zmanjšanje talne organske snovi, torej za povečanje izpustov in prispevek ogljika kot toplogrednega plina. Toliko bi na kratko samo predstavil današnjo delavnico. Seveda bom moral določene stvari relativno na kratko, na hitro povedati, bom pa izrazito vesel vsakega vprašanja v času, ki je namenjen diskusiji, ali pa pozneje, kadarkoli, vedno z veseljem. Naj jaz še delim zaslon. Upam, da je zdaj to videti. Ali ga vidimo? Ja, vidimo. Ja, v redu je. Tako, no, in bi kar začel s prvim sklopom, skratka, spoznajmo se s tlemi, predvsem s tistimi lastnostmi, ki so pomembne za vezavo ogljika. Govoril bom o morfoloških lastnostih, zelo znane stvari nekaterim, kot so struktura, tekstura, skeletnost, kislost, zračno-vodne lastnosti in tako naprej. Uvodoma moram povedati, da so tla zelo različen in izjemno heterogen medij, vsaj glede na zrak, na vode, tudi na mogoče geologijo, litologijo. Tla so sestavljena iz 3 faz, torej iz trde faze, tekoče in plinaste faze. Trdo fazo sestavljajo mineralni del, to so predvsem primarni minerali, torej tisti drobir kaminski, in pa sekundarni minerali, tisto, kar v tleh nastane in jih imenujemo tudi minerali glin. Organski del tal, torej ta talna organska snov, je sestavljena v glavnem iz odmrle organske snovi in pa iz talne biote, to je izjemno pester nabor organizmov in tudi izjemno številčen nabor organizmov. Tekoča faza, to je talna raztopina, najraje rečemo, da gre za nekakšno župo, v kateri plavajo različni ioni, različne snovi, in vsekakor to ni, ta tekoča faza ni enaka atmosferskim, površinskim, podzemnim vodam, bistveno več ima raztopljenih snovi in tudi raztopljen CO2. In tako kot tekoča faza je v tleh tudi zelo dinamična plinasta faza, ki jo, bom rekel, označuje, da vsebuje več CO2, lahko pa tudi več metana in gre za hitro spreminjanje koncentracij. Torej, če pogledamo in gremo naprej na fizikalne morfološke lastnosti, ko govorimo o morfoloških lastnostih, imamo takoj pred sabo en tak talni profil, en prerez, ki vidimo, da je izrazito heterogen. Lahko določamo barvo, konzistenco, teksturo, skeletnost, prekoreninjenost in še mnogo drugih parametrov. Seveda lahko določamo tudi fizikalne mehanske lastnosti. Če se osredotočimo na najbolj pomembne in predvsem najbolj povedne, gre za teksturo, strukturo, konzistenco in kohezivnost talnih horizontov, v manjši meri seveda tudi barvo, je pa ta najbolj vidna, in pa spet poroznost, propustnost ter novotvorbe, ki pa so tvorbe, ki v talnih horizontih skozi genezo tal nastajajo. Zrnavost tal, lepa slovenska beseda, ki smo jo nažalost nadomestili kar s teksturo, gre za mešanico teksturnih frakcij, ki delimo po velikosti. Tukaj poudarjam po velikosti, ne pa po kemijski
ali geološki sestavi. Skratka, govorim o velikostnih razredih peska, melja in gline. In tu je tudi recimo vizualizacija, kako približno izgledajo. Skratka, v tleh so zelo grobi delci, kot so kamenje in skelet, vse, kar je večje od 2 mm, in tisto, kar imenujemo prst zemlja, fine earth po angleško, pa sestavljajo tile teksturni razredi, grobi fini pesek, grobi fini mel in pa glino, in to je tisto, kar v laboratorijih določamo. Če gremo samo skozi lastnosti posamezne teksturne frakcije, začnimo s skeletom, to je okostje tal, izjemno povečuje nosilnost, zračnost tal, ima zelo majhno specifično površino, deluje zaradi tega predvsem fizikalno, pogosto otežuje ali celo onemogoča obdelavo tal, ovira razvoj korenin, omogoča oziroma lahko povzroča povečno izpiranje različnih snovi, hranil, onesnaževal, in menimo, da če ga je več kot 20%, da že predstavljajo to neugodne pogoje za razvoj korenin. Sestava gre pa za nepreperjev, delno preperjev ali pa dobro preperjev kamninski drobir, in kemijska sestava je seveda posledica sestave matične kamnine. Grobi pesek so fini delci in moram reči, da tisto, kar mi imenujemo v pedološki klasifikaciji grobi pesek, pogovorno imenujemo mivka. Skratka, gre za nekaj sipkega, ki se ne povezuje, ni plastičen, ni lepek. Grobi pesek, ki zelo hitro propušča vodo, ne omogoča dviga vode izpod tale, torej kapilarnega dviga, izrazito povečuje zračnost tal, se hitro ogreje, hitro ohladi in seveda vsebuje praktično nič hranil. Tudi tu je sestava podobna kot pri prejšnji frakciji. Mel so pa že bistveno finejši delci. Na otip delujejo resnično moknato, torej, ko ga pomanemo meljast agregat med prsti, imamo občutek, da gre za prašnato snov. Mel je sipek, se že zelo dobro povezuje, kar ga odlikuje, da ima dobro kapaciteto za zadrževanje in za dvig vode izpod talja, ima že večjo specifično površino, vendar kemijsko gledano še ne tako pomembno. Omogoča počasnejše srednje hitro ogrevanje in ohlajanje tal, je mokast, slabo plastičen, nelepljiv, kar je pa značilno, da se pa zelo dobro seseda in v suhem stanju lahko tvori zelo zbite, nepropustne za zrak in za vodo horizonte, ki so pravzaprav horizonti, ki oblikujejo talni tip psevdoglej, ki je izrazito neugoden. Sestava delci nepreperjelih zrn, predvsem primarnih mineralov, torej še vedno gre za sestavo, ki je nasledena od matične kamnine. Glina, to je najfinejši material v tleh, to je vse, kar je manjši od 2 mikronov, je izjemno mehka, gnetljiva, mazljiva, svilena na otip, ni občutka mokavosti, v veliki meri sestavljajo tudi talni koloidi, izjemno pomembna v tleh zaradi zelo velike specifične površine in je dejavnik izmenjave, vezave, izmenjave snovi v tleh, ker so tako drobni delci, ki izrazito privlačijo vodo in so tesno zloženi, tudi otežujejo kapilarni dvig, in glinasta tla so tista, za katera velja, da so vlažna, mokra, neprezračena, v suhem stanju pa izjemno trda, praktično brez orodja se to ne da razdrobiti. In seveda glinasta tla se jeseni počasneje ohlajajo, spomladi pa se tudi počasneje ogrevajo.
sestava glinenih delcev je tu pomembna. Gre za primarne minerale, torej kamninski, zelo fin drobir in kar je najpomembnejše, sekundarne minerale glin. To so tisti minerali, ki pa v tleh nastajajo. Gre tudi še za okside, hidrokside in različne oblike kremena in seskvioksidov. Posamezne glinene frakcije, torej pesek, mel, glina, nikoli niso v čistem stanju, v naravi, v talnih horizontih, ampak se dejansko vedno nekako mešajo in tvorijo po ameriški teksturni klasifikaciji 12 teksturnih razredov. In te teksturne razrede ponazarjamo s teksturnim trikotnikom, torej najbolj grob, najbolj zračen teksturni razred je seveda pesek, najbolj moker, najbolj gost, gnetljiv je glina, mel je pa nekje vmes. Tisto za praktično rabo smo uvedli tudi 3 osnovne razrede, ki jih imenujemo težka, srednje težka in pa lahka tla. Torej vse, kar je bolj peščeno, je lahko, kar je težko, je glinasto, mokro in srednje težko je tam, kjer prevladujejo meljasti delci. Teksturni trikotnik, teksturni razred ugotavljamo tako, da utežne deleže posameznih frakcij razberemo iz teh stranic. V tem primeru vidimo, da smo dobili iz 25% gline, 40% mela, 35% peska nam da teksturni razred ilovico, ki je nekakšna dobra in zmes, ki nasledi vse dobre stvari posameznih frakcij. Torej, tisto, kar je treba povedati, je to, da je tekstura med najpomembnejšimi lastnostmi tal, da je nespremenljiva, izjemno težko, praktično nemogoče jo spreminjati v času človekove civilizacije, vpliva na razmere zrak in voda v horizontih, na cel kup kemijskih, fizikalnih lastnosti, na propustnost, na nosilnost, skratka, temeljna lastnost, ki bi jo veljalo za vsa kmetijska zemljišča ugotoviti, saj jo vsak kmetovalec bi jo praktično ugotovil samo enkrat in bi vedno veljala, je pa tudi pomembna za strokovni izračun odmerkov gnojil. Torej, poleg vsega tega kmetijskega aspekta je še pomembno to, da tekstura v veliki meri določa stopnjo vezave, pa tudi mineralizacije talne organske snovi in usmerja možnost vezave oziroma ponora atmosferskega ogljika. Nadaljujem s strukturo tal, ki je pa lastnost, pri kateri ugotavljamo, kako se ti osnovni talni delci pesek, mel, glina povezujejo v skupke, v strukturne agregate. In načeloma ločimo 3 velike skupine teh strukturnih agregatov. Imamo sferične oblike, pri katerih so si osi, navpična, prečna os približno enake, ploščate agregate in pa izrazito vertikalne stebričaste agregate, ki so tudi zelo veliki. In če si pogledamo, kako izgledajo posamezne oblike, sferične oblike strukture, to, kar vidite, je izrazito lepa mrvičasta struktura. Jaz temu pravim, da gre približno za nekaj podobnega, kot so krušne drobtinice, zelo bogato z organsko snovjo, lahko tudi z manj razgrajenimi organskimi ostanki, lahko, notranje porozno, značilno za gozdne horizonte vrhnje ali pa zelo, zelo dobra tla travnikov.
Dobil sem obvestilo, da je bil mikrofon izklopljen. Zdaj pa ne vem, a me slišite, Gal? Ja, zdaj se slišimo. Ja, slišimo, ja, ena tehnična motnja je bila. Aha, v redu. Pravičujem. No, še en tak mrvičast horizont, gozdni, res gre kot za krušne drobtinice, v tem primeru je še dobro prepreden s koreninicami. Grudičasta struktura je tista, ki jo največkrat omenjamo, pa izrazito redko vidimo. Tukaj bi bolj govoril o tem, da gre za nekakšne kroglaste, skutaste, če želite, tvorbe, ki pa niso več notranje porozne, še vedno so ti agregati zelo bogati z organsko snovjo, značilni za zelo dobra vrtna tla, za zelo humozne ahorizonte na travnikih, tudi v gozdovih. Na njivah pa moram reči, da prave grudičaste strukture še nisem videl, mogoče na kakšnih barjanskih tleh, pa tudi takrat redko. No? Tole je recimo en tak primer, bolj kot izjema grudičastih agregatov. V mokrih barjanskih tleh se vidi, da gre za izrazito kroglaste tvorbe, kot neki oblački, mogoče, če poiščemo neko primerjavo. Seveda od te strukture do naslednjih struktur je veliko prehodnih form, torej tule vidimo neko prehodno oreškasto grudičasto strukturo, kajti oreškasta struktura tal je še vedno sferična. Jaz jo ponazarjam tako, da zgleda, kot da bi zmečkali list papirja v kroglo, skratka kroglasta forma, vendar izrazito veliko ostrih robov, rogljičev, in taki strukturni agregati med sabo težko nalegajo in so rahlo vezani, in predvsem je to struktura, ki ima manj organske snovi in je načeloma največkrat manj obstojna. Ti agregati hitro razpadajo in tla se zelo hitro, rečemo, zaližejo. In taka tla so tudi dobro oziroma bolj erodibilna. Na tej sliki gre za en kisel BV horizont gozdnih tal na Pohorju, še pogled nečesa podobnega iz področja Pokljuke, tudi izrazito lepi, prepoznavni oreški. Naslednja, še vedno sferična, torej proporc, širina, višina podoben, je poliedrična struktura, ki je pa izjemno posebna. Je zelo masivna, ti agregati, ti skupki so notranje neporozni, masivni in predvsem jih označuje to, da imajo mnogo ostrih robov in ravnih ploskov in med sabo tesno nalegajo, vendar so med njimi te makropore, ki omogočajo odtok vode. Taka poliedrična struktura je izjemno pogosta v Sloveniji na pokarbonatnih tleh, na apnencih in dolomitih. Ta teksturno gledano, ti agregati vsebujejo zelo veliko gline, neproporcionalno veliko gline, glede na neke modele, ko računamo kakšne lastnosti tal, bi taka glinasta tla morala zadrževati vodo, vendar zaradi te zloženosti in pa ostro razmejenih agregatov ta tla površinsko vode ne zadržujejo, skratka omogočajo odtok in na pokarbonatnih tleh boste zelo redko videli zablatenja, bajarja in tako naprej. Imamo več različnih velikosti, tukaj sam še nekaj teh primerov, recimo eni zelo veliki agregati, vse te ploske so seveda popolnoma naravne. Tako, strukture, ki jih učimo
ampak jih v Sloveniji redko vidimo, so vertikalne strukture in ti agregati so izjemno veliki, tudi do pol metra, gre za prizmatično in stebričasto strukturo. Tukaj je vidimo eno tako veliko prizmo, gre za nek oglad stolpič, ki ima izrazito poudarjeno vertikalno os in taka struktura je značilna za zelo glinasta tla in nastaja zaradi krčanja in raztezanja in suševanja. In dejansko je tudi znak neke slabe zloženosti tal. Naslednja stopnja je stebričasta struktura, ki je v Sloveniji še nismo videli, ampak kot zanimivost povejmo, gre za ravno tako vertikalne velike agregate, ki so pa vzgoraj zaobljeni zaradi delovanja natrija, torej gre za strukturo, ki je posledica in značilna za slana tla in tudi ima pobeljene kape in pa spodaj v bazi tega agregata sprano organsko snov, kot vidite tu pri ravnilu. Lističasta struktura je lahko naravna, največkrat je po Sloveniji povzročena zaradi zbijanja tal, zaradi težkega tovora, zaradi težke mehanizacije. Seveda tukaj je horizontalna os poudarjena in taka zloženost zelo otežuje ali pa v celoti preprečuje perkolacijo vode, skratka na lističasti strukturi voda zastaja in tudi sama struktura je značilna pogosto za hidromorfna, torej za mokra tla. V Sloveniji imamo tudi nekaj organskih tal, tam pri teh o strukturi ravno ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o vlaknatem matriksu, vlaknatem organskem materialu, rečemo tudi, da je filcast, da so to filcasti horizonti, od blizu izgledajo takole. Moram reči, da tale filc je lahko star tudi par tisoč let, ker so taka tla popolnoma saturirana z vodo in ta organska snov seveda ne razpada, ampak se samo kopiči v obliki šote. Pogosto omenjamo, kako so ti strukturni agregati obstojni, kajti to so ključni dejavniki. Dejstvo je, da so za obstojnost strukture je pomembna predvsem talna organska snov in pa prisotnost bazičnih kationov, predvsem teh dvovalentnih, in ti so tisti, ki dejansko te osnovne talne delce skupaj držijo v skupkih in dobra struktura, dobro obstojni agregati težko razpadejo. Tukaj je recimo ena njiva s slabo strukturo, jesenska brazda, skratka jesensko oranje, čez zimo so padavine že popolnoma zalizale in zaskorile površino tal in jasno je, da v takih tleh s slabo strukturo rastline slabo uspevajo. Tole je slika iz območja Prestranka, enkrat maja, vidimo, da ta koruza praktično se res muči, da bo pridrla na plan. Tole so bili pa velike agregati, ki so jih padavine zalizale in potem, ko so se osušili, se je tla zaskorila. In slaba struktura ima za posledico seveda površinski odtok delcev, organske snovi, hranil, skratka erozije na kratko. Seveda ima tudi velike okoljske posledice, eutrofikacije, zamuljenja in še drugih posledic. Obstojnost strukturnih agregatov testiramo zelo preprosto metodo posekari, omočimo posamezne skupke in če ti ne razpadajo, je struktura zelo obstojna, kot v tem primeru, še vedno dobro obstojna, kot je en tak oran horizont ali B horizont, torej sredine talnega profila. Tukaj že vidimo slabo strukturo, velik del teh skupkov je razpadel in tukaj imamo en primer najslabše strukture, ko praktično
je ostal samo en kupček, pa še tisti ni pravi agregat. Skratka, tukaj je videti, da teh kohezivnih sil v tleh ni. Lastnost, ki jo opisujemo na terenu, tudi konsistenca. Težko povedati, gre za lastnosti, za občutek, ki ga poimenujemo z različnimi besedami, kot da je horizont sipek ali rahel ali drobljiv ali gost, zbit, trd, gnetljiv, plastičen, mazav, lepljiv, lahko je pa tudi nestrukturen ali brezstrukturen. Tudi s kombinacijami teh izrazov ponazarjamo konsistenco tal, je pa to pomembna lastnost, saj gre za odpor na mehansko vplive, vpliva na možnost prodiranja korenin, na obdelovalnost tal, na lepljenje tal, na orodja, na zadrževanje vode in tako naprej. In seveda je odvisna v veliki meri tudi od vsebnosti skeleta in od organske snovi. Lastnosti, ki so v tleh, so dostikrat tudi posledica nekih novotvorb, torej nečesa, kar v tleh nastaja. Seveda to ne nastaja z danes na jutri, ampak so za te stvari potrebna stoletja, tisočletja. Govorimo o raznih glinastih prevlekah, prevlekah oksidov, kovin, razne lisavosti in pa lutk, plošč. Dajmo si pogledati tiste, ki so v Sloveniji najbolj prisotne. Seveda v teh osrednjih horizontih v tleh največkrat vidimo razne prevleke kot temne opne po površini strukturnih agregatov. Tu gre za izpiranje gline, izpiranje oksidov, predvsem železa, mangana, kalcijevih, magnezijevih ionov, pa tudi humusnih snovi. No, primer prevleke mangana in železa iz tal vinograda v slovenski Istri. Vidimo, da so relativno težka glinasta tla, prevrečena z mikronsko plastjo črnega oksida mangana in železa. Hidromorfnost, torej prisotnost, zastajanje vode povzroči oblikovanje konkrecij, to so kroglice, skupki, trdi ali mehki skupki železa, mangana. Prisotnost vode tudi povzroči lisavost, sive in okraste lise, tukaj so težko prepoznavne, pa gre za hidromorfizem v zgornjem horizontu, ki ni tako humozen. Zato je pa že v tem srednjem horizontu vidna razbarvanost, ki jo povzroča zastajanje vode v kanalčku, v težkih glinastih tleh. Lahko pa tudi razbarva v okolici razpok, v okolici tistih razpok, v katerih se voda ustavi in ne pronica več v podtalje. Te sive lise so reducirane oblike železa, ki je brezbarvno in tukaj potem naravna barva mineralov prevlada nad okrasto rdeče-rjavo okolico, ki jo barvajo oksidi železa predvsem. Za ogljik so pomembne tudi novotvorbe, ki jim rečemo konkrecije ali trde skorje ali lutke, torej gre za karbonatne konkrecije. Skratka, ob prisotnosti kalcija, vode, CO2 prehaja in se ogljik iz talne atmosfere spet veže v stabilnejše oblike kalcijevega karbonata in se oblikujejo tako lutke, ki največkrat povzamejo obliko nekih votlih prostorov, največkrat kakšnih glodalcev. Seveda pa v spodnjih horizontih prihaja do akumulacije teh novotvorb in tale slika iz glinastih tal iz okolice Siene.
prikazuje kombinacijo in prevlek mangana, železa, karbonatnih konkrecij in pa tudi akumulacij gline. Še slika iz vinogradov, mislim, da z Goriških Brd ali Slovenske Istre, kjer se je v spodnjih horizontih, tam na približno 90 centimetrih, akumuliral kalcijev karbonat v obliki mehkih, nitastih formacij, ki jim rečemo tudi karbonatni miceli. Tisto, kar niti niso novotvorbe v tleh, ampak za današnjo tematiko tudi pomembna zadeva, je pa seveda tako rekoč inertna oblika ogljika, torej gre za oglje, ki je seveda v tleh ne samo zaradi človeka, pač pa tudi zaradi preteklih gozdnih požarov ali pa bolj ali manj inertne oblike ogljika vezane v teh telesih, v lupinah raznih mehkužcev, kot so školjke ali pa polžki in tako naprej. To so slike iz tal, iz barjanskih tal Ljubljanskega barja. S tem bi jaz nekako zaključil tale sklop morfoloških lastnosti in bi nekako za spoznavanje s tlemi nadaljeval z kemijskimi lastnostmi, predvsem z mineralno sestavo, ker sem danes že omenil neke minerale, glin, ki v tleh nastajajo in temu rečemo pedogeneza, in ne jih samo na kratko pogledamo, ker so pa resnično ključni za vezavo atmosferskega ogljika. Torej gre za, pojasnil bom zgradbo mineralov glin, nekateri poznate silicijeve, tetraedre, aluminijeve, oktaedre in različne lamele. Torej, zakaj gre? Gre za to, da se v tleh formirajo izjemno drobni glinasti delci glinasti velikosti gline, sekundarni minerali ali minerali glin, in ti so največkrat prevzamejo strukturo oziroma nastajajo iz prisotnosti silicija, aluminija, in silicij se s kisikom povezuje v take tetraedre, aluminij v oktaedre, v obeh primerih pa nastajajo neke plasti, ki imajo negativno nabito površino, in to je izjemno pomembno. Tu so na tej sliki so te plasti ponazorjene samo s ploščico, ki se pa med seboj te različne plasti združujejo v različne formacije, in te formacije nam dajo zelo veliko število različnih skupin, različnih tipov mineralov glin. In ti tipi mineralov glin so izjemno pomembni za vezavo hranil, za vezavo vode, tudi za vezavo dušika, hidroksidov. Pomembni so za izmenjavo vseh teh snovi, značilni so za krčenje in nabrekanje tal, torej za razpokanje, skratka za cel kup drugih lastnosti, in dejansko gre za material, ki v tleh nastaja skozi proces pedogeneze. Tisto, kar je za nas najbolj pomembno, je, da je površina teh lamel, teh tudi vmesnih prostorov negativno nabita, in zaradi tega tla dobro vežejo katione. Kationi se bistveno teže izpirajo iz tal glede na anione, ki dejansko jih zelo hitro odplaknejo večje količine vode, padavin. Seveda pa gre za odnos izmenjave, talna raztopina, v kateri ti kationi so prisotni in se izmenjujejo z vodikom, ki je dejansko na površini teh mineralov glin. In tukaj gre za izmenjavo tako za hranil kot za zadrževanje in izmenjavo tudi snovi, ki jih ne želimo v prevelikih količinah, to so tipično
kationi težkih kovin. Kapaciteta izmenjave teh kationov je ena osnovnih lastnosti tal, ki jo nasledimo z minerali, na kar ne moremo vplivati. Izračunavamo jo iz deležev posameznih bazičnih kationov in pa seveda tudi vodika. Res pa je, da k kationski izmenjalni kapaciteti ključno in v največjem deležu vpliva ravno talna organska snov oziroma ta trajni humus s toliko prijemališči za katione. Kislost tal je tudi pomembna lastnost in je tudi odraz prisotnosti bazičnih kationov, vpliva na vse fizikalno-kemijske procese v tleh, tudi na fiziološke procese v rastlinah. Poznate, da nekatere rastline so kisloljubne, ne prenesejo bazičnih kationov, zahtevajo kisla tla, načeloma pa večina kmetijskih rastlin, pa tudi drugih rastlin, zahteva neko kislost, ki je tam okrog 6 nad 5,5. Seveda je kislost posledica različnih procesov v tleh in ni statična lastnost, zelo niha tudi preko sezone, je posledica staranja tal, to je naraven proces spiranja, je posledica razgradnje organske snovi, je posledica odvzema hranil iz tal, je posledica dihanja v kmetijstvu, pa tudi zaradi gnojenja s kislimi gnojili in pa zaradi kislega dežja ter nitrifikacije. Kaj je kislost v primeru tal, kaj je normalna kislost? Normalna kislost bomo rekli, da je v primeru tal tam okrog 6. To je nekako nevtralno in ne 7. Kadar imamo kislost tal 7, menimo, da gre že za karbonatna tla, torej najboljša kislost je blago kislo. Če to razdelimo v razrede in kakšen je pH, če je merjen v kalijevem kloridu, skratka vse, kar je okrog 6,6 do 7,2, je nekako označujemo kot nevtralna kislost, zmerna kislost je pa tam med 5,6 pa 6,5. Kislost seveda je več vrst zaradi procesov izmenjave, vezave in sproščanja s površine mineralov glin. Ločimo aktivna kislost, to so vodikovi ioni v talni raztopini, direktno v kontaktu s koreninami, in pa potencialna oziroma substitucijska kislost, to so tisti vodikovi ioni, ki so vsaj začasno vezani na površinah mineralov glin in se izmenjujejo s kationi. Kaj je dobro in kaj je slabo? Torej, na tej sliki vidimo, kaj je optimalno območje za posamezne procese v tleh oziroma za dostopnost določenih snovi, določenih hranil. Še malce statistike, kakšna je kislost tal v Sloveniji. Ugotavljamo na podlagi velike števila desetletja teh vzorcev v talnem laboratoriju, da je pravzaprav kislost tal v Sloveniji pretežno v okviru optimalne kislosti. Na levi strani so te oznake ekstenzivni sadovnjak, intenzivni sadovnjak, njiva, oljčnik. Se oproščam, pa sem že pozabil. V glavnem tukaj gre za travinje, vinogradi in pa, se upravičujem, bom pogledal pa pol pojasnil, če bo vprašanje. Skratka, gre za različne kmetijske rabe. Če počasi začnem končevati, naj naslovim še izraz, ki veliko pove, to je organomineralni kompleks in je nekako središčna točka pri vezavi ogljika v tla
Torej, organomineralni kompleks predstavlja ta fotografija. Gre za preplet, splet, povezavo organske snovi, trajnega humusa, preperelega trajnega humusa in pa mineralne komponente tal, in temu rečemo sprstenina. Torej, tu vidimo sprsteninast horizont in taki horizonti so so dosti značilni, posebej za kmetijska tla, vsaj v kmetijskih tleh, če so dobra, so ti horizonti precej debeli. In zaradi tega organomineralnega kompleksa in sprstenine ali prave prsti, tudi nekako mi v pedologiji govorimo o tleh in pa o prsti. Skratka, beseda prst nam pove nekaj bogatega z organsko snovjo, rahlega, drobljivega, z dobro konsistenco, skratka vrhnje rodovitne horizonte njivskih površin, travinja, vrtov in tako naprej. V teh primerih vedno govorimo o organomineralnem kompleksu. Se pa to ne da ločiti z roko, ampak samo s kemijskimi postopki. No, še en prerez zelo globokih tal z večorganskimi horizonti. Ta tla so, če se ne motim, iz Gorenjske, iz okolice Tržiča. Uvodoma sem omenjal še vodo v tleh, no, omenjal sem trdo, tekočo in plinasto fazo. Trda faza, torej mineralni in organski del, ta preplet je relativno stabilen, medtem ko sta plinasta in pa tekoča faza v izraziti soodvisnosti in se spreminjata na dnevni urni ravni v skladu z dotokom vode s padavinami in z odtokom vode iz tal, skratka z odtokom v podtalje. Plinasta in tekoča faza seveda pomenijo tisti kapilarni del, votli del tal. Mokra faza pomeni, da je večina votlega dela saturirana z vodo, sveže imenujemo tisto, kjer je voda predvsem v teh manjših prostorih, v manjših kapilarah, in kadar je suša, je še vedno nekaj vode v tleh, vendar je malo. Če je pa zelo huda suša, je pa voda praktično tista, kolikor jo je še, je nedostopna rastlinam. Torej, poroznost, prostor za zrak in vodo v stalni dinamiki je tisto, kar bi želel tukaj povedati, da je izjemno pomembno, kako so velike te pore. V glinastih tleh so te pore zelo majhne in zato glinasta tla zelo dobro zadržujejo vodo in dejansko tudi preprečujejo pretakanje vode. Peščena tla, kjer so velike pore, veliki prostori med večjimi zrni, pa seveda vode ne zadržujejo, zato so peščena tla lahka in pa izjemno sušna. Zakaj glinasta tla zadržujejo vodo, včasih do tega, da voda zastaja, zaradi tega, ker so, kot smo rekli, glinasti delci negativno nabiti na površini in te verižice vodnih molekul so izjemno močno vezane na sami površini in se z oddaljenostjo ta moč vezave, jakost vezi zmanjšuje do tistega, ko rečemo, da je vezana s polovico bara in dejansko je to že gravitacijska voda, torej tista voda, ki pa iz tal odteče in je tla ne morejo zadržati. No, še tale slika, da bo mogoče bolj jasno, skratka, v neposredno na talnih delcih je tista voda, ki je rastlinam nedostopna. Rastlinam je dostopna tista voda, ki jo označujemo kot poljska kapaciteta in je v srednje velikih porah.
Velike pore so pa saturirane z vodo samo neposredno po oziroma med padavinami. In če sklenemo, torej morfološke, torej fizikalne, kemijske lastnosti tal so predvsem naravna danost. In nekatere so težko spremenljive, jih dejansko nasledimo, so izjemno pomembne in med te bi šteli to teksturo tal, vrste, količina mineralov, teh primarnih mineralov, količina sekundarnih mineralov, torej mineralov glin, količina skeleta v tleh, površinska skalovitost, površinska kamnitost, saj deloma si tu lahko pomagamo, načeloma pa je to težko udejaniti, začetna količina hranil, kationska izmenjalna kapaciteta, saj deloma tudi količina in oblika organske snovi, namreč, če imamo na nekih višinah, tla na nekih višinah imajo že po definiciji, po naravni danostih več organske snovi kot v toplih krajih z lahko teksturo. Propustnost, poroznost, recimo, to bi bil nabor teh lastnosti, ki so ključne in težko spremenljive in dejansko vse vplivajo na možnost vezave ogljika. Seveda so pa posebej v kmetijskih tleh morfološke lastnosti, ki so odraz in so tudi izjemno dober pokazatelj trajnostne rabe kmetijskih tal. Torej, primarno bomo tu omenili strukturo tal, strukturne agregate, torej, da je več sferičnih agregatov, da ni lističastih strukturnih agregatov, ne omenim konzistenco in oboje je dejansko tudi pomembno za zračno in vodne lastnosti tal, za poroznost, propustnost, odtok in za zadrževanje vode, za hranila v tleh, deloma vplivamo tudi na kationsko zmenjalno kapaciteto, predvsem z večjo oskrbo tal z talno organsko snovjo, torej z vezavo ogljika. In pa tisto, na kar vplivamo ljudje, so seveda stanje onesnažil in pa različnih ksenobiotikov, ki so posledica kemizacije kmetijstva in pa splošnega onesnaževanja okolja s strani industrije, prometa in tako naprej. Tisto, kar je pa ključno in daleč najbolj pomembno, seveda pa je količina in vrsta talne organske snovi in tukaj kmetijstvo lahko bistveno, korenito prispeva za ohranjanje rodovitnosti tal, za pridelavo ustreznih količin hrane, to, kar potrebujemo, in pa seveda za razbremenjevanje, za vezavo atmosferskega ogljika. Torej, lastnosti, morfološke značilnosti kmetijskih, pa tudi drugih tal so odraz naravnih danosti, so odraz rabe tal, vrste, načina kmetijske rabe tal, načina obdelave tal, različnih kmetijskih praks. Vse te lastnosti so pomembne za vezavo tal, določajo potencial in količino vezanega ogljika in jasno, same so tudi odraz vezanega ogljika v tleh. Torej, cilj trajnostnega kmetijstva, trajnostnih kmetijskih praks, Sustainable Soil Management, ta kratica SMS, je dejansko predvsem ohranjanje kmetijske in okoljske kakovosti tal. Tukaj poudarjam to razliko, ki se je ustvarila v parih letih, v desetletju, da poudarjamo kmetijsko in okoljsko kakovost tal, torej sposobnost tal opravljanja ekosistemskih storitev, ki jih je dolg nabor, pa jih danes ne bomo omenjali. Pri vseh teh dobrih lastnostih tal, pri vseh teh kakovostih ima pa vezan ogljik dominantno vlogo in dominantno vpliva na lastnosti in storitve, ki nam jih tal dajejo. Tako da jaz bi s tem zaključil
in se vam zahvaljujem za pozornost in opravičujem, ker sem nekako res zdrdral eno tematiko, ki je zelo obsežna, ki verjetno generira ogromno vprašanj, in če bodo, bom z veseljem odgovoril, če danes ne, pa kdaj drugič, kadarkoli. Hvala lepa. Borut, hvala za predstavitev.